Živijo, jaz sem Peter. In jaz sem Janez. Dobro jutro. In midva sva v Bohinju. Kot ste najbrž že videli, sva v koritih Mostnice. Najin plan danes je pa, da greva zdaj do Koče v Vojah, a ne? Ja. Po pa na, kaj so že te planine, te prve? Grintovco. Ja, na Grintovco, po pa Krstenico, po pa po planinah malo levo, desno, na koncu pa naj bi bil plan Pršivc, pa okrožen tudi nazaj, nekaj takega, ne. Tako. Ja, pa malo od vremena odvisen, pa da vidva, malo bo rož pokazala, pa take stvari, no. V glavnem lepo bo. Pa upajmo, da kaj sončka posije, kaj vsaj za dopoldne sonček napovedan. Pojmo, je pa v koritih je pa ful vode, kot ste že videli. Tako da bo tudi tlele ful lepo. Tolikle vode tle pa še nisem videl. Danes je slončka malo slabš vid. Tole pa ni prav pogosto slab v Mostnici. Tlele, če ga ste po desni strani struge gor gledano, se preč 3 oziroma 4 potočke in prvi 3 so poimenovani po ledenih možeh, se pravi Pankraci, Servaci pa ne vem kaj so že. Pa je pa še ena, tista pa ni pol Zofka, Poscana, ampak je, ko že Janez rekel, neko sranc ali nekaj takega, ga bom zdaj vprašal še enkrat. Tukajle pri srčku se najina pot ob koritih konča, pa gre proti Koči.
Posnamem še dom v Vojah, pa gremo pa nazaj. Zdaj tale te zadnji ovink, pa desno gor. Je pa pred 2 dnevoma tlele v Bohinju ful deževalo, se je oblak utrgal. Mislim, se je po velikem delu Slovenije. Glavni, vse ta voda je še ostank izpred 2 dnev. In zdaj tudi na poti gor pričakujejo, da bo še en slab videla. Desno Pokljuka, tole so pa Voje. Zdaj pa glede na to, da imam Janez za sabo, bo pa spet polno zgodbic. No, ni nujno, da vsako obeležje, ko ga vidite tako na drevesu ali pa ob poti, zaznamuje smrt nekoga. Tole je postavil hvaležen sin, ker se mu je oče živ in zdrav vrnil iz 2. svetovne vojne. Ostank poslopja, kjer so včasih seno spravljali. Ta pot, ki gre gor po njej, je markirana, ampak včasih so jo uporabljali pa tudi, da so živino gor gnali proti Krstenici. In vmes so bili tudi take rovti so bili s travo, ampak zdaj je že vse zaraščeno. Tako da pa so pa v takele skednje, ali ne vem, ko so tlele rekli, spravljali. To je pa še ostank te planine oziroma rovta. Zelo nazoren. Temule v Možicu se je pa midva poslovila od markirane poti, ki gre proti Krstenici. Midva greva pa proti Slapu, pa proti planini Grintovca. Tukaj se je prav vidi, kaj je tak poravnava, ker ravno da je bila neka stavba tle in tukaj so imeli gozdarji svoje domovanje, ki so tlele delali. Kombinacija vetroloma pa lubadarja. Pri vetrolomu sva jo malo zapustila tole potko, sicer pa ful lepa. Zapustila sva pa seveda zato, ker sva mogla v Bosno res, da nisva šla prek vetroloma. Prav, da sem rekel, lepa pot, ne, pa me pa Janez tlele sred Hoste na cesto pripelje. Seveda ni prav zares cesta, ampak da je sred ničesar, kaj je tole 2,5 metra široka pot. Ja, še več, ja. Le čemu je bilo to namenjeno. To je bil počas Mravljiše, ki ga je mah prerastel. Kar je lep primerek. Upam, da
si slapuke videli. Zdaj pa pičijo nazaj, do tam, kjer sva, do tiste, kjer je bila včasih ona gozdarska hiša. Pa naprej proti planini. Midva smo nazaj, zdaj gre pa takole malo, rečemo na 45 stopinj gor. To je Janez prav, da je fotelj, ampak zdaj je malo moker. Drugače pa je zelo udoben. Prepoznate kaj tele vršace? Evo ga, na vodnikov dom pelje robo. Evo ga, se že na markirni poti. Je pa tudi tale pot označena. Se pravi, tale pot, po kateri sem midva prišla, na zemljevidu ni označena, z možic je dobro opremljena, pa tudi vidno je dobro. Zdaj, če bi šla po markirani nazaj, šla proti blatu in gre pa naprej proti Grintovci, pa pol na Krstenico. Nova runda. Tole čez se pa proti Uskovnici vidi. A je, živa voda. Tale izvir pa baje nikoli ne presahne. Takrat so iz Laza. Tole je pa nekdanja sirarca, se pravi. Tukaj so pa sir delali. Ko so tle okoli še pasali krave. Zdaj bo pa midva si tlele tudi malo privoščila počitka. Malo sva se najedla, zdaj grejo še eno koso posnet, pa naprej. Na ročni pogon. Drugače pa tole celotno pot, ta vzpon, vse kar delava, je zame prvič. Bil sem tlele malo nižji, tale Grintovca gre pot izvoj proti Velmopolu, to sem že šel, prav tle gor pa še nisem bil. Pa tudi tle naprej do Krstenice še ne. Takoj, ko se začnejo pa macesni, se pa gozd spremeni. Spet malo pogleda proti Toscu, Malemu Draškemu vrhu, Ablanci, Viševniku. Proti Krstenic pa malo bolj razbito ratuje. Tole pa drugače mev se temu na koncu reče.
Čemu mislite, da tako ime? Ker mele pod nogami. Ne? Še par korakov, pa pridejo v drug svet. Bohinjska Bistrica, Kobla, tamle Možic, Soriška planina, tukaj naravno zdaj Pokluka, dol so Voje, pa tam so bila prej z Janezom. Pa potem imamo Viševnik, Ablanca, Mali, Veliki Draški vrh, pa Tost, pa potem je Werner, zadnji je Rž, rob Triglav se tudi vidi. To pa je zdaj pogled, pa tale zelena na modro-belem ozadju. Tudi nekaj encijana sva še našla. Čisto v ozadju pa Krn. Tako kot je bila napoved, se iz severa oblači. In pa gremo še enkrat pogled. Tukajle, tole bo Črna prst, pol bo tukajle, da takole nekje, Rudica, pa je smučišče Vogel, takole. Pa pol naprej gora Vogel, pa potem so, tamle je Tolminski kuk, pa Podrta gora, tukajle se vidi planina, planina Viševnik, levo takole gor je Pršivc, tamle se pa tudi takole v tej smeri je in Dedno polje, pa tudi planina Valazov. To vse bomo danes obdelali. Voda, tole je pa Sirarca. Tole imamo pa cel meni na Krstenici. Pogled proti Krnu. Da nama ne bo preveč lušten,
Pa še malo gor. Razpot je desno gor, se gre za ogradi. Dajmo pa še mi grede tole posnete, ne. Zdaj so pa že na planini Las. Ja, prve krave. Eden najlepših pogledov na planine. Vsaj meni. Pa mogoče, da so še zajamniki nekje na tem nivoju. Pa tudi to. Še malo pogledamo, kva vidimo, ne, tlele. Desno so ogradi, tole je debel vrh, takole za debelim vrhom noter je globoka konta, tukaj gor je greben Voglov, tole sta pa Slatna pa Kreda. Zdaj pa greva tukajle za planino Jezero, pri jezeru, ampak bova prej zavila desno proti planini Dedno Polje in te poti jaz tudi še nikoli nisem šel. Tale cesta se nadaljuje proti planini pri jezeru, midva pa kle desno. Kar konkretno gre gor. Je pa tudi tale pot podobno, ko se tle okoli po planinah, malo gor dol, ampak tako kot vedno večinoma na gor. Cesta proti planini pri jezeru, ena pa kele naprej. Temule prehodu se reče pa Krevsov stop. Dobrodošli na planini Dedno Polje. Po malček postanka se poslavljava od planine Dedno Polje in greva še proti predzadnji planini danes, Viševnik. Naravnost proti planini pri jezeru, midva tle obrneva proti Viševniku. Verjetno začaka na prevoz nekaj gor, nekaj pa v dolino. Dobrodošli na planini Viševnik. Tukaj kaj gor desno, oziroma v ono smer se gre proti planini Očarija, naravnost dol proti Črnemu jezeru. Midva pa tlele prečva, če šla pa tukaj gor, šla pa proti Gorenjemu, ali ko je? Gornjemu Viševnik, ja.
Še to je zadnji klanc danes so pihal. Čeprav tale pršilc 1760 pa še nekaj visok, ampak se kar nabere tlele višincev, skozi malo gor dol, pa tudi precej nizko so štartala. Še kakšen meter debela snežna odeja. Sem že pozabil, da vmes še malo dol. Evo ga, pršilc. Mislim, da tlele je najlepši razgled pri Triglavu, kaj je tamle v oblaku. Kako je lepo je. Danes so pa res krasni razgledi. Tamle dalje proti Komni, desno je Kal, pa sem pa na Južnih Bohinjskih, tamle Krn se bo pa z vrha videl. Evo ga. En najlepših, če ne najlepši pogled v Bohinj, oziroma v Bohinjsko dolino. Gremo se sprehoditi čez južni greben, smučišče Vogel. Ostalo si pa sami naštejete. Ja, Krn je pa že malo oblakov. Tudi z vrha se Triglav lepo vidi. Tole je še najin selfie z vrha, zdaj pa, koliko še ne 3 urce, bomo kar do dole. Ja, nekaj takega, ja. Človek že mislil, da je dol, pa, oziroma na koncu pa ni. Še kar visoko, na polzimske konfekcije. Ja. Ampak ima pa zdaj samo še dol klanc. Ja, pregrivava sem še diske. Ajde, pičiva. Je pa tukaj gor res tak razdrapan svet, kraški, te prav. Ja. Drugače, v enem videu smo tudi z Janezom, oziroma smo šli tlele eno Dornico pogledat, pa bom dal to vse v opis videa. Pa šli smo tlele na pršilc gor po Lovski. Pa še ne par tur tlele okoli, tako da si pogledajte opis videa. Sploh ni daleč do dole, ne. Bohinjski srček se ga prav lepo vidi. Kakšna poseka, ne? Vse posledica lubadarja. Je pa drugače tle kar precej strmo dol. A ja, tudi vetrolom je bil, evo. Gremo še na en razglednik pogledat. Lepo. Evo, razpot je sicer v kontrasmer, midva sta prišla z leve, desno greš pa za Viševnik. Pa seveda je to planina Viševnika, ne. Ker že cel dan o Viševniku govorimo, planina Viševnik ni enako Viševnik.
gora na Pokljuki. Drugače pa tole, ko sem šel razgledišče pogledat, Janez pravi, da je ta razgledišče, da se mu reče Nos. Zdaj pa počasi prihaja v deželo Lubadarja. Zdaj so pa na avtocesti. Cesta desna pa pešpoti. Pot za pešce. Tako dobro, še v Brnici nimamo zrihtan. Na razpotju in zapustiva tole avtocesto. Gre po teli luštni potki. Drugače se da pa tudi do semle gor se da z avtom prijeti, če niste prav zaljubljeni v svoj avto. Ker ima cesta par globokih vodenic. Spotoma gremo pa še en Janezov razgledišče pogledati. Tle pa glih za dva placa morata imeti majhne riti. Še enega prižgal, ki je tako ambient. Tukaj pa se pa še najlepš jezer vidi s te strani. Kot v kinu. Ja. Da vidimo ta levi skok. Da vidimo, ki se splača odgnati. Ja. Bravo. Tole je bilo za oceno vsaj 19 pa pol. So pa med drugim spet na markirani poti. Upam, da se je kaj videl. Hitre kot strela. Gledaj, še skače. Tle imamo pa neki Ornon-Kodarniško. Seveda planinski dom na Vogarju. Tole pa Arnika. Danes bomo tale vzletišče na Vogarju spustili, razgledno točko. Gremo mi da po bližnji zdolj, ker tista lepot nama ni prav najbolj všeč. Zdajle Janezu razlagam, ko sva šla z Lukatom tlele dol po zim, tista tura čez Triglavska jezera. In zdajle, na primer, imava tlele konc in se oba že zelo veseliva, da je temu tako. Takrat z Lukatom sva mogla iti pa še do Savice peš, pa še z nahrbtniki težkimi. Je pa sigurno še 7-8 km dokaj. Vesel sem, oziroma hvaležen, da mi ni treba tudi danes tako. Počas prihaja spet v dolino. Evo, še zaključek nam je ostal. Starša danes nič niste videli, ampak tako, kot sem rekel, ste to dva svojo turo delala. Kaj ste šla najprej od tlele dol, na Blato? Ne, tukaj na so šla Vogar. na Vogar. Pa pol na jezero. Pa na jezero, pa Viševnik, planino, pa pol gor na Pršivc, pa... Pa to, ko so šla Tako, minuto dol. Tako da, evo. Tudi kar lep krog. Ja, In? super, krasno, res.
sicer dolga, ne? Vreme idealno za tako turo. Ja. Ja. Kaj do planine Blata sva kar nekaj ljudi srečala, sva bila pa več ali manj sama. Pa podol malo, na parih mestih malo strma. tam je pa, Ja. tam je Iz pa Pršivca dol, Ja. ja. Je kar ten strmo. začetek je prav zoprn malo. Boljš mogoče v drugo smer iti, ne? Ja, v kontra. ja. Ja. Pa tudi na vlaka tam se kar vleče. Ja. Hudiš, ja. Ampak me niste hoteli poslušati. Sploh ni bilo v planu to. Ja. Ja, midva pa tudi, ne? Sva pa še malo podaljšala krog. Tako je. Ja. Pa, koliko smo rekli, 5-6 planin so obdelala, ne? A krav je bilo kaj? Ja, Lazu. na A Lazu. res? A sam tam? Ja. Ker je pastorica že en teden gor, no, Ja. čim ostale planine so pa še prazne. Pa pridejo čez en teden. Tako da, super tura, tudi, tako kot si rekel, je idealen vreme, zelo, zelo lepi razgledi. Midva so vse skupaj 10 ljudi srečala do Vogarja, ali pa Ja. še to ne. Nekaj takega. Ja. Tako da tudi po mojem, če greste to turo ali pa saj približno te potke, tudi med poletjem, tudi poletno boste prav veliko ljudi srečali, čeprav gor, naprimer iz Blata na planino do jezera je promenada, tukaj ne boste prav veliko ljudi srečali. Čeprav zanimivo, na Pršivcu sva pa srečala 8 ljudi. Ja. Celo pot nič, tam pa 8. Ja. Gor, So pa res razgledi, mislim, to je ena taka točka, ki se pa res plača. Saj zaradi razgledov. No, to je, se splača tudi z Janezom en krog, oziroma itk, ki ti ful popestri turo, tako da hvala Janez. Sva šla mi da še en boljši razglediš. A res? A res? Boste videla na videu. Ja, so še kakšni. Tako da, kaj naračunala sva okoli 1600-1700 višincev, ne? 1700. Ja. Tako da to je kar primerljivo z enim Triglavom. Verjetno, da njih 25 km. Ja. Bojo podatki v opisu, upam, da bo tudi GPX lahko zrihtala, če pa ne, pa si pa ene dvakrat video pogledajte, pa boste vedeli, kje sva hodila. To je to. Imamo še kaj zapovedati? Ja, jaz imam že kar malo problem, kakšen odsek izbrati, pa kakšen vrh, ki ga Peter še ni hodil. Počasi bo pavam, no, ampak Danes ti kar sestavimo Ja, še kaj. je tle še kar nekaj tazga. Če ne bomo pa ponavljala. Ne. Ja, Ja, tako. to je to. Ja, lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, lajkite, dajte kakšen komentar, no. Zdajle opažam, da ful malo komentirate. Ali vsi po televiziji gledate, da ne morete komentirati, ali pa ne vem kva je. Se kmalu vidimo, ne? Uživajte. Čau. 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 Malo boljši, kot pa marca z Lukatom. Temperatura.